Pozdravljeni. Danes vam bom povedala zgodbo o volku. In to ne kateremkoli volku, ampak o volku, ki se je kar naenkrat odločil, da noče več hoditi. Torej, volk, ki ni hotel več hoditi. Nekega decembrskega večera se je volk po tistem, ko se je ves dan igral v gozdu, utrujen vračal proti domu. Njegovi podplati so bili otekli, noge pa so se mu tresle kot puding. Nikoli več nočem hoditi, je razglasil svojim prijateljem. Ti pa so se samo nasmehnili, kajti ta njihov prijatelj je bil res en smešen volk. Tako si je volk januarja privoščil super fancy gorsko kolo. Rad je brzel po cestah in čutil veter, ki mu je pihal v obraz. Toda ena izmed zračnic mu je počila in čeprav je prebral vsa navodila, ni vedel, kako naj jo popravi. Nikoli več nočem kolesariti, je razglasil. Februarja si je volk privoščil zimske počitnice. Nadel si je najhitrejše smuči, prispel na smučišče in se spustil po najbolj strmi smučini. Počasneje, sicer ti bo žal, je za njim zaklical prijatelj Alfred. Prepozno in res mu je bilo žal. Njegov spust po strmini je bil prehiter, zaletel se je v prvo drevo in pristal v bolnišnici. Nikoli več nočem smučati. In tako si je volk marca privoščil nov bleščeč avto. Tako je bil vznemirjen, da se je podal na dolgo pot k teti Agati. Ta pa je bila nad novim prevoznim sredstvom tako navdušena, da se je ves dan vozila z njim. Toda, ko sta se vračala, je bila volkova zadnjica že čisto odrevenela. Nikoli več nočem voziti avta, je zastokal volk. Aprila si je volk omislil svetleč, popolnoma nov motor. Toda čelada mu je ves čas lezla na oči in v usnjenem jopiču mu je bilo neznosno vroče. Zato se je njegovo navdušenje nad motorjem hitro poleglo in vsem okoli sebe je obelodanil, da motorja pač noče nikoli več voziti. Maja si je volk kupil par novih rolerjev. Toda ta njegov podvig se je končal tako, da je bil ves v mavcu in v povojih. Nikoli več nočem rolkati, je zastokal volk. Junija si je volk nadel par čudežnih škornjev. Ampak teh škornjev ni kupil. Izmaknil jih je v gozdu. Z njimi je poletel nad gozdom, vse do krajev, v katerih še nikoli ni bil. Wow, končno našel sem to, kar sem si ves čas želel, je vzklikal srečni volk. Toda njegovi vzkliki navdušenja so prebudili dva velikana. To je tat, ki je ukradel moje škornje, je dejal eden od njiju. Volk je hitro vrnil škornje, izginil v brlog in se trdno odločil, kaj mi bodo čarobni škornji, nikoli več jih nočem obuti. Julija si je volk nabavil vozovnico in se z vlakom odpeljal proti morju. Toda vlak je napadla tolpa tatov. Volka so ugrabili in ga privezali na stolp. Lahko si mislite, kako se je odločil? Nikoli več se nočem voziti z vlakom. Avgusta se je volk nenadoma odločil, da se bo prevažal s traktorjem. No, tudi tega si ni kupil, ampak ga je izmaknil kmetu, ki pa se s tem seveda ni strinjal. In tako je volk spoznal, da tudi traktor ni pravo prevozno sredstvo zanj. Septembra je bil volk kar naenkrat nekako pravljično razpoložen. Vožnja s kočijo, s konjsko vprego.
Vse bi bilo lepo in prav, če se ta kočija sredi noči, po polnoči ne bi spremenila v bučo in konji v uprežene miške. Oktobra je bil volk prepričan, da je res že čas za počitek. Tako se je z letalom zapeljal na pot. Toda letalo je priletelo naravnost v hudo nevihto. Premetavalo ga je gor in dol, tudi ko se je končno spet vzravnalo, je z vseh strani bliskalo in grmelo. Ne, nikoli več nočem leteti. Novembra se je volk ves utrujen od vseh poskusov podal na mirno potovanje z ladjo. Točno to je potreboval. Toda volk ni niti pomislil, da ga bo ujela morska bolezen. Ko je ladjo premetavalo po valovih, je premetavalo tudi njegov trebuh gor in dol. Volk se je odločil, seveda, da z ladjo nikoli več noče potovati. In decembra se je volk mirno sprehajal po gozdu. Peš, seveda, ko je nenadoma zaslišal glas: "Ho, ho, ho, a ti lahko ponudim prevoz?" Zagledal je prijaznega, v rdeče oblečenega moža z belo brado in dejal: "Hvala za vašo ponudbo, ampak mislim, da bom šel kar peš. Pravzaprav mi je najbolj udobno, kadar hodim s svojimi nogami po trdnih tleh." Tako je volk potreboval leto dni, da je prišel do spoznanja.